Čem govori vaša knjiga in kaj ste želeli z njo povedati? Knjiga obravnava del oblačilne kulture na Slovenskem, in sicer posebno vprašanja povezana z oblačilno kulturo, in sicer vprašanja, ki so povezana z oblačenjem tako imenovanih narodnih noš. Ta pojav jaz imenujem pripadnostno kostumiranje, ker gre za oblačenje, ki ima poseben namen. Se pravi, ne gre za oblačenje vsakdanje ali pa pražnje, ampak gre za oblačenje, s katerim ljudje skušajo pokazati, komu pripadajo, komu se prištevajo. Z oblačenjem v narodno nošo pokažejo, da pripadajo slovenstvu, nekateri tudi gorenstvu, nekateri pokažejo tudi, da pripadajo Kamniku ali pa drugim lokalnim območjem, in predvsem je govora o tem v tej knjigi. V njej obravnavam ta razvoj pripadnostnega kostumiranja od začetkov sredi 19. stoletja do druge svetovne vojne. V drugem, bolj obsežnem delu se pa posvečam razvoju kostumiranja narodno-zabavnih ansamblov, ki se tudi deloma povezuje z oblačenjem narodnih noš, deloma pa tudi z oblačenjem siceršnjih oblačil, bolj ali manj uniformno oblikovanih. Zanima me še to, ali v knjigi obravnavate bolj gorenjsko narodno nošo ali o narodni noši na splošno? Poskušam govoriti o narodni noši na splošni, je pa res, da gradiva je največ vzetega z Gorenjske. In sicer iz dveh vzrokov. Prvič zato, ker tudi sam domujem na Gorenjskem in so mi te stvari bližje, drugič pa zato, ker se je narodna noša oziroma to vprašanje oblačenja narodnih noš najbolj intenzivno razvijalo na Gorenjskem, zlasti v prvih desetletjih, in se potem z razvojem narodno-zabavnih ansamblov spet vrnilo na Gorenjsko in se tukaj razvijajo dalje. Skratka, Gorenjci imamo tradicijo narodnih noš, bi rekel. Na vsak način Gorenjci, še posebej pa Kamničani.